Kot smo že dejali, imamo ekipo, ki nastopa v Ljubljani. Danes je z nami tudi Valentina Smenova, ki ni del letošnje ekipe, ki bi nastopala na listi Slovenske ljudske stranke. Je pa skupaj z nami pripravila to, kar mi najbolje znamo. Mi pravimo, da smo dobri gospodarji, nastavimo na delovna mesta in širimo tudi kulturo sobivanja, primestja, mesta in del tega, kar je v zadnjih časih zelo napredovalo, je odnos do slovenske hrane, do v Sloveniji pridelanih izdelkov. Zato smo v letošnjem letu skupaj z Valentino, z dolenskimi zelenjadarji, kmetijsko zadrugo Krko pripravili tudi to naše volilno darilce, kartonček slovenske zelenjave, skupaj z receptom za to solato. Imamo recepte za Ljubljano, za Slovenijo in jaz bi kar prosil Valentino, da ona spregovori malce o teh recepturah, kaj ti to je to priložilo. Jaz sem se z veseljem odzvala vabilo Francija Bogoviča z ekipo Slovenske ljudske stranke, da izrazim podporo. Zato, ker vem, da to so teme, ki vas zgodovinsko zaznamujejo in vem, katerih ste vi, Franci, z ekipo dobri in imate izražena, temeljito izražena in izgrajena stališča. Zato, ker jaz sem sicer rojena Prekmurja, pa živim v Ljubljani že več kot pol stoletja. Tukaj sem se šolala, tukaj služim, tukaj delam, tukaj volim, tukaj tudi plačujem davke. Diham ljubljanski zrak, ni mi vseeno, kaj bo z njim, ker nimam šoferskega izpita, se vozim tudi z ljubljanskim javnim potniškim prometom in tudi s kolesom. In v Ljubljani na Vrtičku pridelujem tudi svoj krompir, ki moram reči, da je letos bil zelo debel, čeprav sem mi svetoval, da naj to ne razglašam preveč, ker vemo, kaj se reče. Ko smo skupaj skušali sestaviti dober recept za vse te krasne predelke slovenske zemlje, tu ne gre zgolj za neko prozaično kičarijo, če si kuhali bodo po receptu. Danes tudi kot filozofinja, ki se naprej ukvarjam z raziskovanjem slovenske kulinarične tradicije v praksi in v teoriji, tudi na akademskem nivoju. Vem, da je vsebina naših krožnikov skozi zgodovino zmeraj pisala zgodovino naroda. Zgodovinsko so rekli, da smo se Slovani naselili v ta del tam, po kriteriju, ki je najlepša rasla ajda. Pravi, da na ozemlju Slovenije ajda letno 3-krat obrodi. In se pravi, če nas je že zgodovinsko to pogojevalo, ne pozabimo in se ne slepimo, da nas ne bo pogojevalo tudi v prihodnosti. Če so največje evropske velesile, se jim ni zdelo za malo postaviti kmetijstvo kot ene svoje strateške panoge, naj tudi to ne bo za malo nam. Se zavedajmo, da ti vkusi preteklosti zmeraj izgrajujejo tudi prihodnost. Vsebina naših krožnikov ima zmeraj širše posledice za družbo. Ima ekonomske in ima etične posledice. Ni vseeno, kar jemo, zato se tega zavedajmo. Recept za solato sožitja je že vsebovan. Vsebuje tudi konopljina semena, kar tudi priča o odprtosti in naprednosti SLS-a za tudi te teme, ki omogočajo nove vizije kmetijstva. Zdaj pa, vem pa, sami vsi vemo, ki smo kadarkoli kaj skuhali, da samo recept enostavno ni dovolj. Pomembna je izvedba, to je tisto, kar šteje. Mene zmeraj, ko so spraševali, kakšen je skrivnost recepta za pletico, samo ena skrivnost je, lotiti se moraš. In jaz verjamem, ekipa, da se boste vi znali tega prav in dobro lotiti. Hvala pa Valentina. Jaz predlagam, da se kar vsak kandidat na kratko sam predstavi v 3 stavkih in